najbolj logično je povezljivost. Vsak električni avto ali dostavni električni avto je avtomatsko povezan. S tem ne samo, da generira podatke, s tem omogoča, da z uporabo naprednih metod in pa digitalnih tehnologij dejansko sploh razmišljamo o tem, da bomo ponudili trgu nekaj, česar trg do zdaj še ni videl. In prva smer, o kateri želimo skupaj razmišljati, je ravno ta, kako zastaviti poslovni model, ki bo maksimalno izkoriščal možnosti digitalne povezljivosti elektrovoznega parka. To je prva smer. Druga smer, ki je ravno tako podobna in je tudi podobna temu, kar se dogaja na področju osebnih avtomobilov. Vsak od vas, ki bo želel dobiti osebni avto, bo ugotovil najprej, da je ne samo, da je odločitev težka, mogoče celo lahka, da je zelo težko dobiti električni avtomobil, ker ponudbeni. Na dostavnih vozilih je samo še huje. Ponudba na dostavnih vozilih električnih je samo še bolj omejena od ponudbe na osebnih in je ravno razvoj nabavne verige, vključno z vozili, tisto, s čemer se mislimo zelo aktivno ukvarjati. Ko rečemo nabavna veriga, je nabavna veriga lahko tudi električna energija, pri čemer že takoj povem, da nimamo namena prodajati električne energije, ampak imamo namen samo proizvajati. Spravi, kako omogočiti, da bo električni avto, tudi dostavni, dejansko čist, ker se ne bo napajal z električno energijo iz fosilnih goriv, ampak naprimer v čim večji meri iz sončnih elektrarn, ki so namenjene samo oskrbi teh dostavnih vozil. Nabavni verigi so tehnologije, od polnilne infrastrukture do, naprimer, samih dvokoles ali pa avtomobilov ali pa posameznih poslov. V vsakem primeru, ker obstaja zelo velik manjko na ponudbeni strani, pravi, trg še niti približno ni razvit, na ponudbeni strani je danes še priložnost za obe skupini, je pa tudi priložnost za Slovenijo, da se maksimalno angažira pri, če hočete, sodelovanju pri ustvarjanju teh tehnologij za globalne trge. In tretja logični korak so mednarodni trgi, spravi, kolikor bomo pri razvoju digitalnega poslovnega modela na eni strani in nabavnih verig in inženiringa izterstva uspešni, tem trg ni Slovenija. Mi se ne nameravamo omejevati na trg v naši, ne v enem mestu, ne v dveh, niti ne v Sloveniji, ampak bomo poskušali skreirati produkt, ki bo globalno atraktiven. Obe skupini sta že danes mednarodno prisotni. Res je, da je primarno smo usmerjeni v regijo centralne in jugovzhodne Evrope. Tudi tokrat ciljamo predvsem na to regijo, ampak nihče nas ne omejuje, da ne bi imeli eventualno, ko bomo imeli produkt, ki bi bil atraktiven, da bi lahko šli tudi širše. In čisto za konec bi rad povedal še eno stvar, da ravno zaradi tako hitrega razvoja tehnologij, ki se nam dogaja v svetu, smo mi spoznali eno stvar, ki je v resnici postala na nek način aksiom našega delovanja. Stvari grejo tako hitro naprej, da jih nihče sam ne zmore več dohajati. Edino skupaj, v sodelovanju in s povezovanjem, obstaja možnost, da bomo tudi slovenske firme sledili svetovnim trendom. In zato smo danes tukaj, ker se povezujemo. In to povezujemo ne na način, da nekdo prevzema, ampak na enakopraven način, dve močni slovenski skupini, ki veste, da je treba gledati v prihodnost in v razvoj. Hvala.